Sem Katarina, zaključujem magisterij psihologije in sem opravljala študijsko prakso v Berlinu in bila na študijski izmenjavi v Coimbri. Sem vaška deklina, tako da sem osnovno šolo obiskovala v Markovcih, potem sem šla na gimnazijo Ptuj. In potem sem tako prvo kot drugo stopnjo magisterija opravljala v Ljubljani. Zdaj ravno zaključujem magisterij psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Pa zanima me predvsem področje kognitivne psihologije, oziroma tako bolj te nevroznanstvene smeri, tako da tudi magistrsko nalogo pišem iz tega področja. Zelo rada potujem, zelo rada odkrivam nove kulture, sem v nekem novem okolju. Tako da je sigurno bila prisotna želja po potovanjih pa pač izmenjavah v srednji šoli, pa potem se je to nadaljevalo tudi, da sem se odločila za izmenjave tudi v času študija. Si že bila v srednji šoli na izmenjavi? Ja, v srednji šoli sem bila v Nemčiji pa v Franciji. Mislim, da smo tudi šli v Srbijo. Tako da sem tudi tam se udeleževala nekih projektov, kjer smo potem v bistvu z podobno starimi se pogovarjali o nekih temah ali pa smo pač si ogledali njihov sistem šolanja. Jaz bi mogoče izpostavila, da je ful pomembno, da res začutiš neko željo potem, da se odpraviš, da ni to pritisk iz okolice. Mene so zelo motivirali prijatelji oziroma prijateljice, pa predvsem tudi to, da sem v bistvu svoje zaključno leto na dodiplomcu opravljala preko Zooma. Bom pa psihologinja oziroma sem že psihologinja in si želim delati z ljudmi, tako da sem tudi se odločila na prvi stopnji opravljati študijsko izmenjavo oziroma študijsko prakso v tujini, da pač pridobim neke praktične izkušnje. In mislim, da takrat je pač bila res visoka motivacija, predvsem to, jaz si želim preizkusiti to, kar sem se naučila, pa ne želim biti zgolj za računalnikom, ampak se pač odpraviti nekam in pač preizkusiti delo psihologa. Tako da mogoče zato, ker je bila tako visoka motivacija, pol tudi ni tako zahtevno se lotiti papirologije. Je pa bilo tudi zelo koristno, da sem pač imela prijatelje, prijateljice, ki so že bili na študijski praksi ali pa izmenjavi. Pa naš oddelek nam je pač ponudil kar nekaj informacij. Tako da čisto prvo, kaj sem naredila, je to, da sem se pozanimala, v kateri državi bi sploh opravljala študijsko prakso takrat, Erasmus internship. In ker znam v bistvu kar tekoče govoriti nemško, je pač bila izbira zelo lahka, ker sem potem glede na znanje nemščine lahko dobila tudi zelo meni zanimivo delovno mesto. Tako da sem se lotila iskati najprej državo in pa potem preko raznih portalov, kot je, tako kot imamo v Sloveniji Moj job, pač, da sem poiskala v bistvu nekoga, ki ponuja sploh prakso. Tako da ti si v bistvu upravljala prakso, nisi hodila tam na predavanja ali se oboje? Na prvi stopnji, torej po prvi stopnji v absolventskem letu sem se odpravila za 8 mesecev v Berlin na študijsko prakso, na neobvezno študijsko prakso pravzaprav. Potem v času magisterija pa sem želela izkusiti še študijski proces, tako da sem potem v bistvu drugi semester obiskovala na Portugalskem pa predavanja. Kako pa si se odločila za Nemčijo, si povedala, da si znala jezik, pa Portugalsko, kako se odločiš, kam sploh iti? Zato, ker mi je bila izkušnja v Nemčiji tako pozitivna, sem iskala pa pravzaprav neko nasprotje. Zdaj, jaz sem bila v Berlinu, to je res več 4-milijonsko mesto, kar je bil kar šok za mene, predvsem, ker imam zelo rada naravo. In biti v takem velem mestu, betonskem mestu predvsem, sicer vsi pravijo, da je kar zeleno mesto, kar je, ampak v primerjavi s Slovenijo pač tega nisi navajen. In sem potem iskala v bistvu nasploh drugačno podnebje, torej ne deževnega, hladnega okolja, ampak nekaj malo bolj sončnega, malo bolj toplega. Tudi sama kultura, pač Nemčija je malo bolj tak, predvsem, ker sem delala tam po regelcih, ful je nekih formularjev,
Običajno je, da se dela nadure, tako da sem iskala pol neko okolje, ki je malo bolj sproščeno, pa tudi ta kontrast, da sem tam delala, pač ko sem bila v Nemčiji res pač 40 ur na teden, potem na Portugalskem pa sem bila v procesu učenja. Tako da mogoče sem iskala samo nasprotje, da sem izkusila v bistvu različne možnosti, no, kolikor se pač da. Na prvi stopnji je bilo prisotno ful vznemirjenje, ker se pač podaš na neko tako izkušnjo prvič, ne veš, kaj spakirati. Na srečo sem imela kar nekaj prijateljic, ki se je isti čas odpravljalo na študijsko prakso, tako da smo potem malo izmenjale informacije, pa seznam, kaj moraš se spakirati. Potem moraš urediti kar nekaj dokumentacije, mogoče nisem prej izpostavila, ampak poiščeš si službo, kontaktiraš v bistvu delodajalca, imaš ta, ne vem, uvodni intervju, potem ugotoviš, ali te sprejmejo ali ne, potem skleneš v bistvu Erasmus pogodbo, potem si urediš financiranje. Najtežje na obeh praksah je bilo poiskati stanovanje v tujini, ker pač delaš to na daljavo in nikoli ne veš, ali je stanovanje zares tam, pač je takšno kot na slikah. In pa potem urediš še v bistvu neke te osnovne zdravstvene stvari, kot je zavarovanje, pa opraviš se neke, ne vem, preventivne preglede. In ne vem, jaz sem se zmeraj odpravila pač polno vznemirjenja, tako mogoče niti ne začutiš, ker tisti dnevi pred odhodom so zmeraj zelo stresni, pač selitev, pa ne zgolj selitev v drug kraj, ampak pač v drugo državo, tako da si vznemirjen. In se mi zdi šele, ko sem potem prispela po kakem tednu, ko se stres nekoliko umiri, ko sploh imaš čas, da začneš odkrivati svojo okolico, mogoče opaziš, kaj ti je všeč, pa kaj ti je manj všeč. No. Ampak zmeraj je bilo prisotno vznemirjenje ob odhodu. Moja družina se zaveda, da zelo rada potujem, da rada odkrivam nova okolja, da rada grem iz svoje cone obdobja, ker to povezujem tudi z osebnostno rastjo. Sej, tudi doma zelo hitro osebnostno zrasteš, ampak se mi zdi, ko si v nekem novem okolju, te to mogoče malo bolj spodbudi ali pa celo prisili, da se v kakšni situaciji malo boljše znajdeš. Ker si pač enostavno prisiljen nekaj narediti v specifičnih situacijah. Tako da moja družina je to ful pozitivno sprejela, mogoče ne zmeraj podpirala, ampak je bila moja odločitev in v bistvu so potem stali tudi za mano in mi pomagali in s kako organizacijo in tudi velikokrat finančno in čustveno, ker sigurno tudi pride, predvsem začetni meseci, no, so vsaj meni osebno bili zmeraj čustveno naporni, ker imam rada svojo družino, doma imam tudi partnerja, in potem se pojavijo mogoče manj prijetna čustva v smislu, pa jih pogrešam, pa zdaj ob sebi nimam najboljšega prijatelja, ali pa hodim sam spat, ali pa ne vem, v prvem mesecu še ne najdeš najboljših, dobrih prijateljev. Tako da, sigurno rabiš 2 kufra ali pa nahrbtnik. Tako dolgo sortiraš, dokler ni pač tista osnova. Vzameš pač itak računalnik, telefon, polnilec, osebne dokumente, kakšne nujne študijske pripomočke, pa potem tisto, kaj ti je pač ljubo. Ne vem, najljubše hlače, razmišljaš malo, kako je podnebje, kaj vse rabiš, ali greš v toplem obdobju ali v hladnem obdobju. Tako da, če imaš opcijo, pojdi v toplem obdobju, da je čim manj nekih puhovk. Če pa se kaj pozabi, se pa itak na licu mesta kupi, kar pol ni tako fajn, ker ko se vračaš domov, je pa kufer naenkrat prepoln in pol moraš tudi kaj stran vreči ali pa kufer, dodaten kufer nabaviti, ko se vračaš potem domov. Kako pa si šla? Si šla z avtobusom ali si šla na letalo? Ne, jaz sem šla pa obojekrat na letalo. Pred odhodom sem zmeraj opazila, da je bilo prisotno pozitivno vznemirjenje, pa tudi nek pozitiven stres. Zmeraj je bilo tudi kar čustveno naporno, predvsem zaradi tega, ker sem se običajno selila ali iz Ljubljane oziroma ali iz domačega okolja, ker so bila pač prisotni slovesi. Tako da, ko sem prišla in v Berlin in
na Portugalsko, sem najprej rabila en teden, da sem enostavno tam razpakirala stvari, da sem spoznala bližnjo okolico, da si nabaviš stvari, ki jih pač nisi prinesla s sabo. In po parih dnevih je tudi meni energija večinoma, mislim, tako v Nemčiji kot v Coimbri, padla, tako da sem pol kar nekaj dni prespala, sem nabrala energijo in pol, ne vem, pol sem začela raziskovati okolje, no. In na primer, kje je moja služba, kako priti do službe, da sem spoznala sodelavce, delodajalca, potem v Coimbri, da sem v bistvu šla na ta inštitut, kjer sem študirala, da sem spoznala profesorje, sošolce, tako. Pol počasi, po korakih začneš spoznavati svojo okolico. Sem pa pri sebi opazila, da zelo hitro sem padla v ta občutek, da moram vse zelo hitro. Predvsem, ko sem bila v Berlinu, ko je bila moja prva izkušnja, sem imela občutek, zdaj imam pa nekaj dni in zdaj moram vsak dan doživeti in spoznati to veliko mesto in danes se odpravim na ta konec, jutri bom šla tja, potem, ne vem, bom šla v to galerijo, takrat tja v kino, na ta dogodek, na tisti dogodek in sem se mogla kdaj kar ustaviti in reči, ok, Katarina, ti v bistvu zdaj nekaj mesecev tu živiš, nikamor se ne mudi, če si utrujena, enostavno počivaj ali pa si vzemi čas za neko svojo rutino, na primer, da zjutraj opravim jogo ali pa da si v miru skuham nek obrok, ker v bistvu se preseliš za nekaj mesecev tja in jaz sem imela občutek najprej, da sem turist in da moram čim več videti in to v čim krajšem času, potem pa ugotoviš, da tam živiš in da sploh ne rabiš hiteti in da tudi ni dobro, da moraš počivati vmes. Ok, zdaj moj delovni dan v Nemčiji je izgledal tako, da sem se kar zgodaj zbujala, ne vem več res kdaj, ampak sigurno okrog 6, pol 7, ker rada zjutraj naredim jogo, potem zajtrkujem. In nekaj, kar mi nismo mogoče v Sloveniji toliko navajeni, jaz sem se v bistvu skoraj 40 minut vozila do delovnega mesta, pa je to zmeraj bilo še pač v Berlinu in v bistvu kar centralno, ampak je mesto tako veliko, vmes moraš pač prestopiti. Sem šla na prvi javni prevoz, pa potem še na en javni prevoz. In potem v bistvu sem delala 8 ur, no, ampak itak, ker si študent, ker se učiš, pa mogoče tudi, ker je nemška kultura taka, če je bilo potrebno, sem pač mogla podaljšati. Me je delodajalec prosil, še lahko narediš to, pa jaz mogoče nisem znala takrat še toliko neke meje postaviti, pa sem rekla, ni problema, se bom podaljšala za pol ure. Ampak, lahko bi rekli, da to bilo celo mogoče malo izkoriščanje, čeprav jaz sem veliko nekih kompetenc razvila, veliko nekega znanja pridobila, ko sem pač delala pri enem privat kliničnem psihologu. Hkrati pa je mogoče tudi izrabil neko znanje, ki sem ga pa jaz imela, ali pa da sem mu pa tisti hip nekaj na hitro še pomagala, kljub temu, da jaz na primer nisem bila plačana za delo, ki sem ga tam opravljala. Dobila sem zgolj pač Erasmus štipendijo, nisem bila pa plačana glede na ure. V Berlinu niti nisem toliko izstopala, res, ker v mestu srečaš v bistvu posameznike različnih kultur, tudi moj delodajalec v bistvu ni bil v narekovajih Nemec, tako da tam niti nisem čutila neke, ne vem, izločenosti ali pa da bi bila deležna posebne obravnave. Kvečjemu sem dobila potrditev, da v bistvu me je študij marsikaj naučil in da nekak šolski sistem v Sloveniji stoji. Sem pa znotraj sebe mogla takrat raziskovati nek ta odnos delodajalec, delojemalec. Na primer kot mlada, takrat zaposlena, oziroma je bila moja prva izkušnja biti zaposlen v svoji stroki. Delala sem študentska dela, ampak na drugih področjih, ko pa sem bila prvi zaposlena pač v svoji stroki, pa si mogoče malo manj siguren, več sem rabila potrditve, manj sem bila suverena,
ampak mi je tukaj ful pomagal feedback oziroma povratna informacija mojega delodajalca. Je tudi večkrat izpostavila Katarina, v redu delaš stvari, enostavno bodi suverena, ker pač če ne izvedeš nekih nalog suvereno, potem tudi v moj urnik oziroma v moje delo vnašaš ta občutek nesigurnosti in mi daješ občutek, da se jaz na tebe ne morem zanesti. Tako da res je bil ena pozitivna izkušnja. No. Pa tako, kot sem že prej omenila, sem se naučila tekom tega procesa ali pa mogoče zdaj postavljati neke meje. Takrat, na primer, nisem rekla, ja, danes pa ne morem delati 1 uro več, sem dogovorjena oziroma sem utrujena. Danes bi to veliko prej. Ne. Predvsem, če nisi materialno nagrajen za to, kar pač počneš. Zdaj na Portugalskem pa mislim, da je kar taka destinacija, predvsem Coimbra, tam, kjer sem študirala. V bistvu Coimbra je znana po tem, da ima zelo staro univerzo in številni pridejo tja na izmenjavo, tako da tudi nisem izstopala s tem, da sem Erasmus študentka. No. Ko sem se odpravljala v Berlin, nisem poznala nikogar in sem čisto spontano v bistvu spoznala zelo dobre prijatelje. Je pa tako, da jaz sem zelo odprta, zelo sproščena oseba, tako da enostavno sem se odpravila oziroma udeležila dogodka, ki me je zanimal, in potem čisto spontano navezala pač stike s posamezniki. Nisem zares hodila na Erasmus dogodke, mogoče da sem šla na enega, ampak ja, sem v bistvu prijatelje spoznala čisto spontano na dogodkih pa aktivnostih, ki me pač zanimajo in ki jih počnem v prostem času. Naprimer, nekoč, najboljšo prijateljico oziroma eno izmed res bližnjih oseb sem spoznala tako, da sem šla v en park, kjer je ena pevka, ki mi je ful pri srcu, imela pač ulični koncert pod enim takim visokim hrastom v Treptower Park, če kdo pozna. Alice Fibilu, in sem tam sedela, poslušala njen koncert in potem v bistvu spoznala eno Italijanko, s katero smo potem res spoprijateljili in preživljali veliko časa skupaj. V Coimbro pa sem se odpravila že s poznanstvi, tam je bila pa zelo dobra prijateljica, tako da sem veliko časa preživljala z njo pa z njenim fantom, ki sta bila tam. Pa tudi v drugačnem življenjskem obdobju sem bila, mogoče sem rabila manj nekih prijateljstev, manj stikov, kot ko sem bila v Berlinu, tako da mi je čisto ustrezalo, da sem dni preživljala tudi zgolj sama s sabo ali pa res s peščico prijateljev, ki sem jih potem spoznala. Mogoče bi na tem mestu poudarila, ker imam kar nekaj prijateljev, prijateljic, ki so se odpravili na ali študijsko prakso v tujino ali študijsko izmenjavo v tujino, in vsak mora pred odhodom, oziroma bi mu priporočala ali pa njej priporočala, da razmisli o tem, kaj želi pridobiti iz te izkušnje. Mogoče nekdo išče tako izkušnjo zato, da bo, narekovaj, čim lažje prišel učno skozi, torej da pač bo, dobil lepe ocene s čim manj vložka, da bo spoznal bolj kulturo, se sprostil, veliko žural, se družil, potoval. Ni pa nujno. Meni je bilo kar pomembno, naprimer, ko sem šla v Nemčijo, da v bistvu opravljam delo, ki je meni zanimivo. Tudi če je bilo naporno, če sem delala dostikrat več kot 40 ur na teden, je to bilo nekaj, kar sem jaz iskala. Je bilo v ospredju to, da jaz pač poiščem neko delovno mesto, ki me zanima in pač se razvijam znotraj tega področja. Ko sem šla pa na Portugalsko, sem pa bolj raziskovala mogoče neko rutino, ki jo potrebujem oziroma želim v svojem življenju. Tako da, ni nujno tisti vidik, zdaj pa grem žurat ali pa zdaj pa grem spoznavati ful ljudi ali pa samo potovati. Tako da je fajn, da razmislimo vnaprej, kako izkušnjo si želimo in nobena izkušnja ni pravilna in napačna in mogoče se nam ponudi ravno takšna izkušnja, ki jo potrebujemo, pa ne nujno želimo. Jaz vidim kar ugodnost v tem, da kot študent imaš priložnost v bistvu zelo ugodno izkusiti študijski proces ali pa delo v tujini,
se mi zdi, da je organizacija veliko lažje, če dobiš na primer sofinancirano tako izkušnjo in pa tudi cel proces je v bistvu voden, ne. Vseeno si v komunikaciji in s svojimi kolegi na faksu in z oddelčno mentorico ali pa mentorjem, ki je odgovoren za študijsko prakso oziroma študijsko izmenjavo. Tako da si zelo, zelo voden, pa še sofinancirano dobiš tako izkušnjo in se mi je zdelo skoraj nesmiselno, da ne bi tega izkoristila. Pa odločila sem se v bistvu odpraviti drugič na izmenjavo, zato ker sem iskala nek kontrast v prvi izmenjavi, pa zato ker je bila prva izkušnja tako pozitivna, da si ne bi predstavljala ne izkoristiti še ene take priložnosti. Stresno je isto. Stresno je isto, je pa bilo sigurno lažje, čisto organizacijsko. Veš, kakšni so koraki, da katere dokumente moraš vse izpolniti. Je pa ful fajn, če si najdeš nek community, da veš, tista kolegica ali pa tisti kolega gre isto na izmenjavo. Mi smo si na primer zmeraj ustvarili neko Facebook skupinco, pa se potem pogovarjali, kam pa si se ti prijavil, v katero mesto, v katero državo. Smo se malo opozarjali, do tega roka moraš oddati to prijavo, ne pozabiti oddati te priloge. Povprašali smo se, če ima kdo kak kontakt glede stanovanja ali pa tudi poznanstev, da ko prideš v neko okolje, če je morda že kak Slovenec ali pa nekdo drug, ki zna biti fajn, da se z njim že takoj podružiš. Tako da take skupince so ful prijetne, pa pomagajo mogoče pri organizaciji. Pa to, da sem se drugič odpravila na študijsko prakso, je bilo sigurno lažje, kot se prvič odpravljati na tako izkušnjo. V bistvu največja razlika je predvsem to, da sem na prvi izkušnji, ko sem bila v Nemčiji, pridobila predvsem praktične izkušnje, ker sem delala, torej na Portugalskem, pa sem dobila veliko več teoretičnega znanja, ker sem obiskovala v bistvu predavanja, pa predmete, mislim, opravljala izpite iz predmetov. Tako da to je največja razlika. Pa mogoče tudi izpostavim to, da sem bila v različnih življenjskih obdobjih. Na prvi stopnji sem bila še ful bolj radovedna, imela sem več neke potrebe po druženju, po spoznavanju novih ljudi, potem, da se udeležujem dogodkov in zato sem mogoče tudi zbrala tako veliko mesto, ki ponuja in na dnevni bazi številne zabave, številne umetniške aktivnosti v smislu, da sem lahko obiskovala galerije, da sem se ukvarjala z različnimi športi, plesi. Res je bilo še aktivnosti, ki sem jih lahko počela in pogosto počela s prijatelji, tudi ljudje so bili zelo odprti. Ko pa sem se odpravljala na drugo študijsko izmenjavo, pa sem bila spet v drugem življenjskem obdobju, mogoče sem se že malo bolj umirjala, tudi na drugi stopnji sem spoznala svojega fanta, tako da v bistvu je bilo mogoče manj prisotne želje potem, da se družim z drugimi, ampak sem veliko časa namenila tudi temu, da sem opravila kak videoklic ali pa, ne vem, organizirala kak zmenek na daljavo. Tako da je pomembno tudi, v kakem življenjskem obdobju si, kako boš v bistvu preživel čas na izmenjavi. V Berlinu je res pomanjkanje stanovanj in iskati stanovanje na daljavo je zelo težko, tako kot sem že prej rekla. In jaz sem končno dobila en odziv, ker ko iščeš stanovanje, pišeš 50 ljudem preko različnih platform in potem ti odgovorijo 3, od tega sta 2, ki sta odgovorila zelo sumljiva, stanovanje ne veš, če dejansko obstaja ali ne. In potem sem imela videoklic s to žensko in jaz niti nisem ugotovila, da je pač trans ženska, bila je zelo prijetna, tudi muce je imela. Jaz sem ful rada živali in to je bil ena plus točka. Potem pa mi vseeno kasneje v chatu napiše, da je pač trans ženska, če bi to slučajno mene motilo, da smo pač sostanovalki. In jaz to povem staršem in torej moji starši so vseeno iz vaškega okolja in ko sem povedala, da bom živela v bistvu pri trans ženski, sta bila zaskrbljena in sta tudi rekla, da mogoče predlagata poiskati drugo stanovanje. Jaz sicer pač nisem videla
čisto pointa, zakaj. Ampak ja, njima je to bil kar šok in nista tega podpirala, sta tudi me prigovarjala, da poiščem novo stanovanje. Potem pa se je vse v bistvu super išlo in sta tudi, sicer ne uživa, ampak sta spoznala preko pripovedovanj, mislim, da tudi kakega videoklica in sta bila zelo pozitivno navdušena nad njo, ker ja, pod črto je v bistvu zelo, zelo prijetna oseba in pač to, kakšno spolno usmerjenost imaš, nima čisto nič s tem, ali si ti dobra oseba po srcu, dober sostanovalec, sostanovalka ali ne. Tako da je bila zanimiva izkušnja zame tudi zato, ker pač ja, študiram psihologijo oziroma zaključujem študij psihologije in je ta tema v bistvu spolne tranzicije kar prisotna, no. Mislim, poskušamo kot psihologi stati ob strani tudi posameznikom, ki želijo spremeniti svojo spolno, oziroma iščejo svojo spolno identiteto in tudi kasneje mogoče spremenijo svoj biološki spol. Ena izmed zanimivih anekdot, ki se mi je prigodila na Portugalskem, je ta, da sem se začela učiti portugalsko. In torej, ko pridem že v drugi polovici študijskega leta na faks, obiščem prvo uro portugalščine. Tam sedijo, mislim, da 4 sošolci iz Španije in sošolka iz Italije, ki se v bistvu portugalščino učijo že od prvega semestra. In seveda meni ne gre čisto nič in poskušam ohranjati nek tempo, ponavljam doma, ampak ja, Italijanki in pa Špancem romanski jeziki pač ležijo nekoliko bolj kot Slovanom, tako da mi ni šlo najboljše. In pred velikonočnimi prazniki se vsi moji sošolci odpravijo že domov. Jaz pa obsedim na eni izmed ur portugalščine čisto sama svojo učiteljico. In takrat ni bilo druge, kot da jaz pač berem neko besedilo in pač komuniciram z njo. In berem besedilo, vse je narobe, zato ker do takrat so brali pač moji sošolci, v bistvu portugalsko. In potem je v bistvu ta moj slovanski naglas prišel v ospredje in ne vem, mogla sem popravljati čisto vsako besedo, tako da po 1 uri sem bila toliko utrujena, da mi je učiteljica rekla v polomljeni angleščini pur Katarina in potem me je poslala domov. No in na koncu, da povem še to, portugalščine se nisem zares dobro naučila, nisem pristopila k izpitu, malo sem ghostala to svojo profesorico in to še ni zaključek. Potem, ko nisem pristopila k izpitu, zato ker pač ja, mi je bila portugalščina zelo težka se naučiti, pa zato ker sem v bistvu se učila za redne izpite. Portugalščina je bila v mojem primeru kot izbirni predmet oziroma nekaj dodatnega, torej ni bilo nujno, da jaz pridobim kreditne točke. V enem sem se odločila, da ne bom pristopila, da se raje učim za druge izpite. To sem ne najboljše skomunicirala s svojo učiteljico oziroma profesorico za portugalščino. In mislim, da 1 ali 2 dni po tem, ko so ostali sošolci pisali izpit portugalščine, je ta moja profesorica naenkrat pozvonila na mojih domačih vratih. In jaz sem bila zelo presenečena, kaj se dogaja. Pravzaprav je prišla na ogled stanovanja, v katerem sem jaz živela, tako da na srečo ni prišla gnjavit, zakaj jaz nisem prišla na izpit. Je bilo pa kar nerodno. Tako, to se mi je zgodilo. Smo pa bile čist cool na koncu, taka diva bila, kaj ne rečem, Portugalci so pač malo bolj sproščeni kot mi. Kava ali čaj? Kava. Imaš rešiti izgled na morje ali v gore? To je vrlo težko. Ker se bliža poletje, ajmo morje. Okay. Imaš rešiti dobro serijo ali dobro knjigo? Knjigo. Si bolj jutranja ptica ali večerni tip? Jutranja. Ok, wow. Nikoga ne poznam, da bi bil jutranji. Si bolj spontana ali raje načrtuješ stvari vnaprej? Odvisno od situacije, ampak v prostem času sigurno spontana. Okay. Kateri kraj bi zdaj v tem trenutku najraje obiskala? Algarve. Okay. Kaj te najbolj sprosti po napornem dnevu? Joga in meditacija. Kaj pa te najbolj nasmeji? Moj fant. Okay. Kateri pa je tvoj najljubši del dneva in zakaj? Zelo rada zajtrkujem in ob tem nekaj preberem.
Ok, torej jutro. Kako glasbo pa poslušaš, ko si dobre volje? Ko sem dobre volje. Salsa oziroma timba glasba. Ok. Imaš kako skrito strast ali pa hobi? Učim se kvačkati. Ok, wow. Kaj te najbolj motivira, ko ti je težko? Misel, da je na koncu vedno vse dobro. Katera oseba pa te najbolj navdihuje? Sigurno tesni prijatelji, partner oziroma fant. Pa pretekli vikend sem cel vikend plesala, smo na enem festivalu, tako da trenutno Brenda in Anderson, dva zug plesalca. No, na svet je sigurno to, da je pomembno najprej razmisliti, kaj si želim iz te izkušnje pridobiti. Pomembno je, da se ne primerjamo in ne vrednotimo svoje izkušnje Erasmusa z izkušnjami drugih. Ker vsaka izkušnja je po mojem mnenju svojevrstna in dragocena. In sigurno na začetku je vedno ogromno neke dokumentacije, težko je dobiti stanovanje, ampak ko se to zaključi in ko zadihaš in ko prideš v državo, v mesto, kamor si namenjen, potem samo uživaj. No. Naj vas ne zaustavi neka dokumentacija in pa vsi koraki, ki so potrebni pred odhodom na študijsko prakso, ker je vredno.